Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Jezus hodi po vsej Galileji, uči po njih sodnicah in oznanja evangelij. Se mi zdi zelo v redu, da Gospod Bog da vedeti, da očitno smo na ta pravi poti naše hoje in da tudi sam ima kaj povedati, če smo pozorni prav o hoji. To je današnji plan za romanje oziroma naša hoja je taka, kot je, kot bi bila v vsakem primeru. Jo bomo pa poskusili zasukati, nekoliko spremeniti, da bi hodili, da bi ob naši fizični hoji današnjega dne razmišljali o različnih hojah našega življenja. Dobro jutro, pozdravljeni pohodniki, vsi obiskovalci, dobrodošli v Podlagi, v vasi, kateri je pustil velik pečat gospod Otmar Črnilogar. In na drugi strani, to je pa tudi nauk Svetega pisma, Jezus pride tja, po vse posod hodi, da bi oznanjal vedno znova se najdejo ljudje, ki sprejmejo oznanilo in se najdejo ljudje, ki ga nikakor ne sprejmejo. Jaslice naše cerkve, ki jih imamo pred seboj, so delo znamenitega upodobljalca božičnih skrivnosti, kartuzijana Wolfganga Koglerja. Leto 23 je povezano s kar 3 obletnicami njegovega življenja. Mineva 110 let od njegovega rojstva, 30 let od njegove smrti in 60 let, kar se je po odsotnosti zaradi druge vojne vrnil v Pleterje in tam ustvarjal v Glini. Podravški župnik Otmar Črnilogar se je kot poznavalec in ustvarjalec umetnosti prepoznal vrednost Koglerjevih upodobitev. Močno skupino svojih ministrantov je sredi 70 let nagovoril, da so zbirali sredstva za nakup njegovih jaslic. Ministranti so se tako odpovedali prostovoljnim prispevkom, ki so jim jih ljudje namenili ob raznašanju velikonočnega ognja po domovih, kar je bil njihov glavni zaslužek. In še čemu. Zbiranje je trajalo vsaj 2 leti in v začetku decembra 1976 je gospod Otmar jaslice pripeljal v Podrago. Prehodi po teh Jezusovih hojah v Mateju 4. poglavje, kot smo prebrali pri Maši, v današnjem evangeliju piše, da je hodil od kraja do kraja po Galileji in oznanjal. Zdaj, če bi šli malo nazaj, kot rečeno, ker je bilo danes Mašno berilo se ujelo s tem, kar sem jaz nameraval, pridemo pa do Mateja v 2. poglavje Matejevega evangelija. In sicer pravi takole, kar sem že omenil spodaj, ko so odšli, torej včerajšnji praznik svetih 3 kraljev, gospodovega razglašenja, zdaj, če je rekel vrhpoljski župnik, gospod Janez je rekel, da je gospodovo razglašenje edini praznik, ko lahko vsi duhovniki pojejo, ker je gospodovo razglašenje. Janez pravi sam zase, jaz ga še nisem slišal, rekel, da ima bolj slab posluh, je rekel, no, na gospodovo razglašenje lahko še jaz pojem, tudi če je fovš pa razglašeno veljaka, je tak praznik. In potem takoj po prazniku svetih 3 kraljev, to bi bil v bistvu današnji dan, se pa bere takole v evangeliju. Ko so odšli, modri z vzhoda, se je gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel, vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Bodi tam, dokler ti ne povem. Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril. Vstal je po noči, vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku, iz Egipta sem poklical svojega sina. Torej, tale delček, kot sem že omenil, so me bogoslovci opazili, da glih ni, da bi Jezus hodil tukaj, no, ampak je prvi namik na premikanje, Gospodovo premikanje po sveti deželi. Potem pa imamo to drugo poglavje, beg v Egipt. Se pravi, prva Gospodova pot
po božičnih dogodkih bi to bila prva gospodova hoja in hoja, ta hoja je hoja prisile. Ena lepa, najlepša, ampak je pa le bogata misel za nas, ki danes hodimo. Se pravi, danes hodimo tukaj zelo športno, zelo romarsko, izletniško, kakor kdo, ampak gospodova hoja je bila pa tudi hoja prisile, hoja bega. Da naš napor tudi za nekaj darujemo, da ni samo izlet, ampak da je to res katoliško romanje. Tako, smo tukaj na prisedi Ani. Zdaj me je že kar nekaj ljudi vprašalo, Gabriel Vipavski vikar. Tu sem jaz. Čehav ste pa vi, odli pa kaj pa. Torej, prosim, če ne speljem voda na moj mlin, za Podraškim župnikom sem jaz ta prvi zavoditi ta pohod, ker, če se ne motim, v Vipavi ni bilo vikarja od leta 67 po mojem, ko je otvor šel, 67 nekaj takega moral biti, in mislim, da ga ni bilo potem do 2022, po mojem, da ni bilo vikarja. Bili so duhovni pomočniki, druge titule so bile, vikar je bil Otmar, pa sem prišel jaz. Tako, torej tretja Jezusova hoja je zdaj pred nami iz Lukovega evangelija, in sicer pravi takole, tiste dni je šel na goro molit. In zdaj smo v 6. poglavju pri Luku, podobno kot pri Mateju, spet njegovo javno delovanje, ki pa je prepredeno s tem, da vedno hodi, ne samo med Galilejo in Samarijo, ampak hodi na goro. In na goro on hodi sam. Najprej gre zmeraj molit na goro, in potem se vrne nazaj in potem se nekaj pametnega zgodi v njegovem življenju. Zmeraj tako. Gospod Jezus, ko boste poslušali pri Maši evangelija, v nedeljah, recimo, se reče, gre na goro, ko pride z gore, zmeraj nekaj naredi, nekaj posebnega naredi, ali pa že na gori. Na gori je recimo spremenjenje, na gori je Golgota je gora, ampak Gospod zmeraj hodi na goro, ker gora je zmeraj posvetopisansko kraj srečevanja z Gospodom. Na gori so bile dane 10 Božjih zapovedi na Sinaju, na gori se zgodi tista slavna pripoved, če se spomnite, ko prerok sliši Gospoda, sliši potres, sliši ogenj, sliši nekaj vse, in potem sliši šepetanje, in ti se šepetanje sliši Boga. In tako naprej. Ko slišite gora v Božji besedi, je treba našpičiti ušesa, ker se nekaj pomembnega dogaja. In zdaj smo tukaj. Tiste dni je šel, je v drugem evangeliju prav piše, da je hodil na goro, moliti in vso noč prebedel v molitvi k Bogu. Ko se je zdanilo, pa je poklical k sebi svoje učence in jih izbral 12, katere je imenoval tudi apostole. Glede, to je to in s tem končamo. Iti na goro, hoditi na goro je lahko kraj srečevanja Gospoda. To je spet je pomembno, kako hodimo. Kako hodimo in zato je pomembno, se mi zdi tudi, da imamo te duhovne misli in tako, da se kaj zmoli, da se kaj zapoje, da to s našo hojo spremenimo v molitev po vzoru Gospoda Jezusa. Zdaj smo pa pri enem drugem delu njegovega javnega delovanja, kjer pravi, resnično povemo, nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. To je tisto pravilo, po katerem, po pravilu ne nujno, duhovniki nikdar ne pridemo v domačo faro za župnika. Ker je tam, kjer si jabke rabutal, je težko pa pridka, da se ne sme jabke rabutal. Zato pa gremo kam drugam. Pa ne, v bistvu to pove.
Vejte, vi ste strašno pobožni, se imate za strašno pobožne, za zelo fajn, v resnici ste vi tisti, ki povzročate ogromno gorja na svetu. Tu je Jezusov učitelj. In njegovi domači, v domačem kraju, ko govori, povesnijo. Ko so to slišali, pa vse to morali poslušati, ne, so vsi v spodnici povesnili. Vstali so ga vrgli iz mesta in odvedli na previs skriba. Zato doma nikoli ne varam drugega, ker nikoli ne vemo ledina, če me ne fliknejo dali z unga, jih tako je previs dali. Ampak to je recimo ta poanta. Spravi domačim je najhujše pridigati in pa povedati resnico obrec. Dobro, da razumemo kontekst. In zdaj ta glavna misel, tukaj v Rabčah o tem evangeliju piše na koncu. Vržejo ga ven, ga hočejo celo vreči čez previs skriba, se pravi izvršiti nad njim smrtno kazen. To je kar huda zadeva, govorim itak, da je hudo, ampak hoče reči, je hudo celo za njihovo zakonodajo, da bi si upali kaj takega narediti, ker ni bilo, če se spomnite njegovega križanja, zelo, zelo dolgo prepričujejo Pilata, da bi ga križal. Ker smrtna obsodba je huda zadeva, zdaj bi ga pa kar fliknili čez prepad. In on pa je, in to je tak krasen stavek, to in to bi vred, da sem bil vse pripeljal, on pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje. Evo, smo pri 4. točki Jezusove hoje, kako Jezus hodi. Glede, tle je veliko stvari, ki bi jih lahko povedali za naše življenje. Se mi zdi, zelo po domačo povedano, tudi to je del življenja. Malo ga bom zdaj povedal, ali tako je. Pustiti za seboj čudake in na življenje pogledati bolj svobodno včasih. Včasih se v življenju zapletamo v neke skupine, v neke odnose, v neke ljudi, ki nas okrožajo, ne bo na delovnem mestu, ne bo tako, ne bo drugače. Zdaj, če si na delovnem mestu, seveda si vezan na to. In zmeraj velja krščanska zapoved ljubezni do drugega. Ta velja zmeraj. Velja pa tudi tale evangelska prilika, da tam, kjer ne moreš delati, tam, kjer se zapletaš, tam, kjer so v tvojem življenju, kjer se tvoje življenje otežuje, se temu lahko izogneš, tam posnema Gospoda Jezusa, iti sredi med njimi in hoditi dalje. Gremo, kar se modi. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom. Amen. Zdaj pa smo pri njegovi hoji po vodi. Ta je morda najbolj znana Jezusova hoja. Takole pravi evangelij. Tako je primoral učence, da so šli v čolni in se peljali pred njim na drugo stran, sam naj bi med tem odpustil množice. Ko je množico odpustil, je šel na goro, da bi na samem morju. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam, čoln pa se je med tem oddalil že precej stadijev od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob 4. nočni straži je Jezus hodil po jezoru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezoru, so se vznemirili in rekli prikazanje. Od strahu so zaubili. Jezus pa jim je takoj rekel, bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel, Gospod, če si ti mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On mu je dejal, pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal, začel se potapljati in je zavpil, Gospod, reši me. Božja beseda poskuša tu povedati. Ta strah. Zdaj, mi nimamo več strahu pred vodo, imamo pa druge strahove v življenju. In Gospod Jezus, ko gre po vodi, ko obvlada vihar, je prav to, ne bojte se. In tudi prav točno tu pove, zato on pravi, ne bojte se. In potem pravi Peter, lajni me za tebe, prav pritle, kar sprobaj. In takrat se Petru zatakne. Ampak tale hoja po vodi, hoja čez naše strahove, je možna ob močni veri, pa vsaj ob eni osnovni veri. Ampak vera v svojem bistvu je pa res ta občutek, da je nekaj več nad nami. Se pravi, da realno spreminja moje življenje. Zdaj, mi,
ker ostajamo marsikdaj na tej osnovni ravni, tega ne dosežemo. Zato bi pa tale razmislek Gospodove hoje po vodi res lahko nebolj koristil. Zelo prošno Gospodu tukaj v cerkvici Svetega Jurija, da bi res prosili tudi za vero. Gospod, daj mi močno vero, da prosijo učenci. Ker to je to, iti po vodi je iti čez svoje strahove, obvladovati strahove naših življenj. Teh je pa dovolj, vsakih ima. Sveti Jožef in Marija, gresta v mesto Betlehem. In kot smo rekli, iščemo tiste primere, kjer Jezus hodi. Malo čud kriterij, ampak je v redu, se da marsikaj povedati zraven. No in zdaj ob vseh teh njegovih hojah med delovanjem, ker potem bomo prišli do drugih hoj tudi. In medtem, ko je hodil po templju, pravi evangeliji, so prišli k njemu veliki duhovniki, pismovki in starešine. In potem imamo naprej to razglabljanje med Jezusom in pismovki, med farizeji, med saduceji. V različnih delih evangelija imamo različne skupine ljudi. Veste, tu ni nič drugega, kot je na veliko zafrkavanje. Jezus njih draži, oni draže njega. In to smo ravno kar prebrali. Pa oni pravijo, poslušaj, s kakšno oblastjo to delaš? Pa pravi, Jezus, veste kaj, vam ne bom povedal, vi najprej meni nekaj drugega povejte. Pa jim postavi tako vprašanje, da nas znajo odgovarjati. In pa reče, no, zdaj vam pa tudi jaz samo povedal. Se pravi, se med seboj stalno nekaj pričkajo, kar sicer Jezusa na koncu tudi stane življenja. Kaj hočem povedati, je pa tole. Gospod se odlično počuti v cerkvi. To se mi zdi nam pa kar malo manjka. Posebej zdaj v post-covidnem času, zato sem covid omenil, se mi zdi, smo kar malo opustili prejšnje razmišljanje ali pa občutke o tem, kako smo navezani, dobesedno navezani na naše cerkve. In to se mi zdi kar pomembna taka mini misel, no, se ni ne vem kako bogata ta misel, ampak vendarle se mi zdi pomembna za naše življenje. Naša vera se napaja iz naših cerkva, ki so jih gradili naši predniki, mi jih pa zdaj obnavljamo, lepšamo, izboljšujemo, spreminjamo in tako naprej. Torej, ta se mi zdi tale poanta Jezusa, ki tam noter se prička z ljudmi, pa uno pa drugo uredi sproti, dobro se počuti v templju. On stalno hodi v tempelj, tako kot stalno hodi na goro, stalno hodi v tempelj. In templji so naše cerkve. Kaj se vam zdi, pa srcili, a ste kaj slišali? Veseli glas gre dol do nas, nebes veseli glas. Gloria in excelsis Deo, kako angelci pojejo, lepo pojo na čas Bogu, odprto je nebo. No, zdaj pa gremo od tistega, ki je bil prvi del, da še ni bilo delovanje, zdaj smo bili do zdaj v delovanju. No, zdaj gremo pa k ta glavni hoji. Dve glavni hoji sta, če smo natančni v evangeliju. Najbolj pomembna, najbolj jasna hoja Gospoda Jezusa je po jezeru, po vodi. Tista najbolj pomembna teološko, življenjsko, versko pomembna hoja je pa Gospodovo vlečenje samega sebe in svojega križa na Golgoto. Se mi zdi, no, da je treba tudi poudariti to, ker tam pa je hoja. Tam je pa opotekanje noter, tam so padci, tam je težko, torej vlečenje težkega križa naprej, tam ni več skakljanja, tam ni več lahkotnega sprehajanja po vodi, tam ni več hecanja po templju, tam ni več hoje v miru na goro, v molitvi, ampak smo na Gospodovi poti na Golgoto, kamor hodi trpeč. In sicer imamo
v Janezovem evangeliju, se veste, na veliki petek se vedno bere Janezov evangelij in sicer pravi: nesel je križ in šel ven, v drugih prehodih je hodil je ven proti kraju imenovanemu kraj lobanje, po hebrejsko Golgota. Lejte, tle smo pred kratkim, je bilo kar nekaj debate v mojih domačih krajih prav o tem trpljenju, nekaj vse nas v življenju zadane. Recimo, ko se dogajajo hude stvari v naših družinah, ko ljudje okrog nas umirajo, ki še ne bi smeli umreti, ki niso dočakali svoje starosti, sreče svojega življenja, da pokimaš pa rečeš, da je šel spravljen na uniseta, nekaj recimo sveti oče Benedikt 31. decembra pri 95 letih, poln življenja, let in vsega zapustil ta svet, koliko je trpljenja pa smrti, ki jih ne pričakujemo, koliko je prometnih nesreč, koliko je čudnih bolezni na tem svetu. To je vse, kar nas spodbuja pri glavnem vprašanju našega življenja. Dve sta glavni vprašanje. Eno vprašanje je, zakaj sploh sem in ne rajši nič. Drugo vprašanje je, zakaj je stvarstvo kruto, zakaj je surovo, zakaj je neposredno zmeri povezano s trpljenjem naše življenje. Skoraj da ne morsko življenje, ne da bi imel stik s trpljenjem. In to je to, se mi zdi, ena pomembna tema, ki jo moramo odpreti ob tem Jezusovi hoji, tja pa sem gor in dol, tudi Jezusova hoja na Golgoto. In tukaj pravzaprav jaz nimam kaj veliko povedati. Gre pa za pomen trpljenja v našem življenju. Jaz sem se velikokrat spomnim, ko pač v poklicu mojem takem, kot ga imam, se srečam z vseh sort stvarmi in se zmeri znova spomnim na besede nekdanjega milanskega nadškofa, ki je sam umrl na koncu v precejšnjih bolečinah zaradi bolezni. In ko je ležal na postelji, je rekel: povejte mojim duhovnikom, naj pridigajo, naj govorijo, naj poučujejo, naj delajo, kar hočejo, vse, kar je potrebno za oznanjevanje evangelija, ampak ko se znajdejo pred trpečim človekom, molči. Sladkega kamina, mira čistega zlata, mira čistega zlata. Ja, čaj, kavo. Ali kafele potem? Vode je bilo zadosti. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kot vidite, poskušam z vami prepotovati v teh 10 postajah, 9, poskušamo prepotovati Gospodovo življenje, oziroma poskušamo prepotovati tudi cerkveno leto, ki smo ga zdaj pravzaprav dobro začeli z božičnim praznikom, z adventom in božičnim praznikom in gremo počasi proti veliki noči. Torej, velikonočni dogodki so zaznamovani od veliko dogodkov, v Svetem pismu, sami veste, tudi prebiramo pri mašah. Morda najbolj pomemben dogodek je tisti, o katerem beremo na ponedeljek, na veliki ponedeljek, in to je, kdo ve? Otujemaus, bravo, super. No, še en katoliški narod v teh koncih. Otujemaus. Torej, profesor Kovač, Edi Kovač, ga slišite kdaj po Radio Ognjišče, ko mašuje zvečer na Tromostovju, nam je rekel pri predavanjih takrat na Bogoslovju, sem se prav zapomnil, rekel, če zakuriš vse Biblije tega sveta, samo Otujemaus mora nekje ostati zapisan, pa bo ostalo vse, kar rabimo vedeti. In sicer gre, če se ponovimo na kratko, tisti dan 2 izmed njih potujeta v vas, ki se imenuje Emaus in je 60 stadijev oddaljena od Jeruzalema, to je cela puščavica tam vmes, smo spet pri tej naši poti, hodijo. Pogovarjala sta se o vsem, kar se je zgodilo in medtem, ko se pogovarjata, pride sam Jezus in, da se boste spomnili na velikonočni ponedeljek, kaj počne Jezus, piše v vseh prevodih enako in hodi z njima. To je to, zaradi tega smo zdaj pri hoji, kot pri vseh naših dozdajšnjih razmišljanjih, pri hoji. In hodi z njima, se jima približa in hodi z njima. Njune oči pa so bile zastrte, ga ne spoznata. In potem se pogovarjata z njim med potjo in Gospod razlaga pisma, piše,
Se pravi, sveti edini tujec, kar se je zgodilo v teh dneh, poznamo ta podlomek in potem pravi, kako so ga veliki duhovniki poglavaju mučili, ne govorijo o Jezusu. In potem pravi, in vstajenje omeni, evo v bistvu naše vere vstajenje je omenjeno, in pravi Jezus, veda nimata pojma, pravi, on je spametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki, in potem pravi, začel je z Mojzesom in preroki, ter ima razlagal, kar je napisano o njemu v vseh pismih. Torej, zdaj, ko smo šli, var sem se z dema gospema pogovarjal, bilo rečeno, da je, vidite, morate paziti, kaj mi poveste, ker je spal tu vse. Je bilo rečeno, da je dekan Pivk zmeraj rad uporabljal staro zavezo za svoje pridige, a to drži. Ja. Evo, to je to, to je izgled gospoda Jezusa, ker gospod Jezus začne z Mojzesom in preroki in razlaga pisma. In se pravi, to je, zdaj pa paste, to je točno prvi del svete maše. Prvi del svete maše je kesanje, potem pa beremo berila, potem pa župnik pa vikar predolgo pridiga tam. To je prvi del maše, do prošen. In potem točno potujemo. In potem, ko se naveliča pridigat gospod Jezus, pa so se približali vasi, kamor so bili namenjeni in on se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama in potem kaj z njima naredi? Lomi kruh. To je pa točno vejo naši streženki, to je pa darovanje, prenašanje kruha in vina na oltar, potem lomljenje, dobesedno lomljenje kruha. Vidite, pot ujemavs je točno to. Razlaga pisem in pa lomljenje kruha. To je točno povzetek svete maše, sredi noter pa stoji bistvo naše vere, to je pa stajenska skrivnost. To, se pravi, ta gospodova hoja ujemavs, ki nam sporoča bistvo velikoročnega dogodka. Da bi se res, da bi sem poskušal zdaj še malo kateheze zraven narediti, da se zavedamo, da maša, ne, ali pa so Božja beseda, ni kar nekaj. Te zadeve so notranje, strašno povezane, sami se s tem ne obadamo, pa duhovniki ne razlagamo prav, da bi bilo zanimivo pa razumljivo za vse. Vse toliko sem želel ob tele gospodovi hoji, ker to je vse ob gospodovi hoji. Živjo, pridni. Glavna, če bi šli zdaj na biblija.net, pa bi opisali noter hoditi, da ti pokaže vse hoditi, je ena in ista zadeva, ki se ponavlja, en in isti kontekst, v katerem gospod Jezus zmeraj znova govori o hoji. A kdo ve, v katerem? En in isti kontekst, Blaž? Hoj za njim. Tako, o hoji za njim, bravo, lej, to Birma si se zaslužil. Gospod Lojze bo dobil message, da je za Birmo že vse opravljeno. Tako. Hodi za menoj, ta je ta glavni. Torej vse to, kar sem za zdaj govoril, to je tako hoja, var, ampak ta prava hoja, res evangelsko, s čim je v evangeliju res hoja povezana, je hoja za gospodom Jezusom. Ta glavno je to seveda pri apostolih, ko apostole kliče in pravi hodi za menoj, potem kliče enega drugega, pa 72 drugih učencev piše v evangeliju, pa mnoge druge, pa žene, pa to, pa vse pokliče in hodijo za njim. Hodijo za njim zelo fizično, v množicah piše, da so ga spremljali njegovi učenci in ta zgodba se nadaljuje. Kar hoče Janez povedati je pa to, da knjige evangelija pišemo vsi tisti, ki hodimo za njim. Evo to je to. Se pravi, hoditi za Jezusom, se utrjevati v veri in hoditi za njim. Torej, pa vsej tej hoji, ki smo jo danes dali čez, tako fizično kot z evangelijem, vse je stalno ta hoja, vse to se steka v hodi za menoj. In za tiste, ki ste bolj romarsko hodili, upam, da je bilo to, da je bilo nek korak tudi v veri naprej, v tem hodi za menoj. Se pravi, da bi ta notranji hodi za menoj bil nekoliko obojen ali pa povečan skozi to romanje. Mi smo Jakovovi romari tudi, ne, zdaj smo prisutni Jakovu in bi se radi z molitvijo spomnili na našega člana, ki je, nekateri ga poznajo, Franci Čeč, je pristal v bolnici in je nekaj hudo narobe zgleda z njim in oče nas zdaj.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno ime Tvoje, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.